Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Danes pogledamo skupaj že 22. utrinek. Vesela in hvaležna sem, da je z mano posebna, zopet srčna dama Katja Breznik. Ona je mojstrica marketinga. Pomaga vsem na začetku teh svojih poti, kako sploh se spopaditi, povezati z družabnimi omrežji, vodi vsakega naprej. Pomaga tudi verjeti v uspeh, da ne obupamo prehiter. Zelo sem vesela, da je danes z mano. Katja, srčno dobrodošla. Jaz sem tudi zelo vesela, tako da lep pozdrav vsem, ki nas gledajo. Pa hvala tebi za povabilo, tako da sem že komaj čakala, da pride ta utrinek, da pridem na vrsto, tako da hvala res. Hvala. Ja, super. Potem pa kar poglejva. Tale utrinek ima naslov Sreča. Najprej ga preberem. Sreča. Notranja sreča. Izjemno veliko nam podarja. Z njo sijemo tudi navzven. Po njej hrepenimo. Vedno jo želimo imeti ob sebi. Res je čarobna. Včasih bi jo tudi komu podarili, da jo še on ali ona občuti. Pomirja, neguje in razvaja naše celo telo. Dovolimo ji, da je ves čas ob nas. Razprimo ji roke in jo povabimo. Naj ve, da je vedno dobrodošla in zelo zaželena. Preden predam besedo Katji, pa povem, kako jaz vidim utrinek z svojimi besedami. Sreča. Notranja sreča. Zame je sreča tista, ki jo čutim zelo globoko in ki mi podarja nasmeh in zadovoljstvo, da z njo lahko sijem navznotri kot navzven. Zato res lahko rečem, da mi izjemno veliko podarja. Ko jo čutim v srcu, vem, da lahko sijem z njo tudi navzven. Po njej hrepenim, tudi jaz. In spoznala sem, da ko sem enkrat prišla do nje, jo okusila, vem, tudi čez dan, ko imam veliko obveznosti, moje telo, moji občutki hrepenijo k njej. Vedno si jo želim imeti v sebi, ker je res čarobna. Predvsem pa zato, ker me notranje pomiri in osreči. Včasih bi jo tudi komu podarila, da je še tisti ob meni začuti, on ali ona. Včasih poskušam s pogovorom, z občutki. Povem z besedami, pokažem s telesom svojim, kako jaz to začutim in poskušam prikazati. Ker sama vem, da sem imela trenutke, ko sem bila prepričana, ja, saj sem srečna, ampak ko sem prišla pa do tiste globoke sreče, se mi je pa zdelo, da se mi je odprlo res eno veliko bogastvo. Me pomirja, neguje in razvaja moje celo telo. Podarja mi res globoko, globoko zadovoljstvo. Dovoli mi, da je ob meni. Poskušam, da je čim več časa ob meni. Razpre mi roke in jo povabim. Naj ve ta moja sreča, da je vedno dobrodošla. In seveda zelo zaželena. Je pa tako, včasih sem se spraševala, ali je sreča ključna za moj uspeh, ali je uspeh ključen za mojo srečo. Iz svojega pogleda lahko rečem, uspeh sem imela, ampak tiste sreče takrat še nisem čutila močno, globoko, intenzivno. Ko sem šla po pot svoje osebne rasti, sem prišla tudi do sreče. Tako da v mojem primeru lahko rečem, da je sreča tista, ki mi je prinesla uspeh. To je tisti odgovor meni. Počasi predajam besedo Katji. Želim pa povedati samo to, da mi je zelo všeč, da ima od zadaj vrata odprta. Vrata niso odprta slučajno, danes z namenom. Zato, ker vsi vi, ki ste danes z nama, danes odpiramo vrata k sreči. Moji, Katjini, vaši. Da jo začutite, da vstopite v čim lepše in mirnejše dni. Draga Katja, moja srčna dama, kaj praviš, kaj je sreča
pomeni tebi, kaj ti predstavlja. Tako si lepo povedala, da sem se dejansko strinjala za čisto vsakim stavkom, ki si ga povedala. In sem bila prav tak, vsak stavek je bil res močan, tako da vse, kar si zbrala v tem utrinku, ima res močen pomen tudi zame. Definitivno je tudi pri meni to, da sem bila uspešna, pa nisem bila srečna v preteklosti. Teda, če pogledam, bi rekla, da je sreča tista, ki je temelj, da si potem lahko uspešen in srečen hkrati. In definitivno za mene sreča pomeni to tudi, da si vzamem čas zase. In tudi letošnje leto se mi zdi, da je prav tisto, ki me uči biti še bolj srečna. Še bolj se slišati svoje srce, kaj si srce najbolj želi. Tako da ja, sreča je definitivno nekaj, kar že imam v življenju, tako da sem vesela, ampak tudi mene je normalno, tako da verjetno vsakega kdaj odnese v neke situacije življenjske in kar pozabimo, da sreča ni zunaj nas, ampak je sreča, da je definitivno znotraj nas. Ne? In ko mi delamo na našem svetu, potem tudi zunajni svet doživljamo dosti bolj skozi srečne oči, skozi srečne občutke. Tako da letošnje leto sem prav posvetila temu, da najdem čim več sreče znotraj sebe, zato da me bodo tudi zunanje stvari čim bolj osrečevale. No? Tako da, tako si lepo ta utrinek napisala, da neverjetno, no, res. Ja, hvala. Tako razmišljam, ne, tudi o tej besedi sreča, ker se mi zdi, da jo lahko gledamo tudi iz različnih perspektiv. Sigurno se vsak od nas znajde v situaciji, ko je utrujen, ko je mogoče razdražljiv, slabe volje, ampak to pa še vse ne pomeni, da ne čuti tiste notranje sreče. Res je. Mislim samo, da z leti, ko gremo čez te osebne transformacije, ko neke prepričanja svoja, ki nas omejujejo, damo stran, ko odpremo svoje srce in tisti oklep damo stran, da ne rabimo biti vedno popolni, da ne rabimo se vedno dokazovati, da delujemo iz srca in da smo res tisto, kar smo, da si dovolimo. Ker če gledamo iz vidika ugajanja drugim, nikoli ne bomo vsem ugajali. To je nekako tista Gaussova krivulja. En del jim ne bomo všeč oziroma sploh ne bojo nas poznali, na drugi strani pa manjši del krivulje in bomo pa zelo blizu. Vmes so pa tisti nevtralni. Tako da predvsem je pa pomembno, da mi delujemo zase, ne zato, da smo všeč drugim, da gremo po tej poti, da nas drugi osrečujejo, da rabimo te zunanje, kako bi rekla, bombončke, ki nas osrečujejo, da ne rabimo teh potrditev, da nismo srečni takrat, ko nam nekdo reče, to si pa dobro naredila, to pa to, da mi to čutimo vse, ker takrat, ko mi delujemo takrat, ko najbolj znamo. In tudi jaz vidim doma, če sem kdaj slabe volje, pa to, moja naloga je tudi, da se potem umirim, pa se opravičim, ker to so takšne majhne stvari, ampak ves čas, ostali čas si pa dovolimo res kazati tisto najboljšo verzijo sebe. In sreča je tista, ki jo ne moremo kupiti. In iz tega vidika jaz bi rekla, da je to naše največje bogastvo. Največ, kar lahko sebi damo, svojemu telesu. In jaz si tako predstavljam, ko čutimo srečo vsem, kako vstopa skozi vrh glave v naše telo in jo čutimo vse povsod, to je najboljša rehabilitacija, najboljša obnova našega telesa. In ne samo, da si podarjamo srečo, podarjamo si mir, ljubezen. Se strinja? Se mi zdi, da je sreča sestavljena iz toliko različnih stvari, tako kot si rekla, mir, ljubezen, sprejemanje, zadovoljstvo, ni samo ena stvar in je tak nek skupek, hvaležnost, pač vse skupaj je sreča. Ne? In tudi recimo, najbolj se mi zdi to, da res v tistih, ko pridajo v življenju, ne, ker pridajo preizkušnje, pridajo neke stvari, ki nas mogoče vržejo ven iz našega balansa, da takrat, tako kot si sama rekla, se umirimo, najdemo srečo v sebi. In zdaj recimo, ravno ko smo tule zdaj mi dve v živo, ne, oziroma preko tega posnetka,
Evo, prej sem želela iz svoje pisarne delati, kjer se počutim zelo srečno in tam imam vse stvari tako kot treba, ampak tam ni delala internetna povezava. Sem šla recimo v partnerjevo pisarno, kjer je zdaj okno odprto, zraven ceste in lahko mene to vrglo totalno stira, ne bi mogla sploh tega speljati, ker vsakih 10 minut en tovornjak mimo pripelje, ki ga bodo verjetno vsi slišali, ki naj poslušajo, ampak ravno zaradi tega, ker Ja. Ja, ravno zaradi tega, ker čutim tukaj notri mir in vem, se vse dogaja z razlogom, tudi to zdaj. Sem srečna in mene ziritira to, mene vrže ven iz tira, ker tukaj notri sem mirna, hvaležna, da si me povabila, da smo zdaj tukaj, da se slišimo, da kreiramo, da dajemo te stvari ven in ravno to se zdaj vse dogaja z razlogom, da v dani situaciji pokažemo, kako si lahko srečen tudi takrat, ko ni vse tipi-topi, ne. Ker sreča ni odvisna od teh tovornjakov zunaj, ampak od mene same, ne. Tako da zanimivo. Sem pa prej, ko je bilo res ful glasno, bila tako ono, res? Pol pa takoj, res. Vse je okej. Ja, ker tako ne, namen je sigurno ta, imamo naslov Srečo, da predava tisto neko sporočilo, ja, in vsaka od naju ima tudi preizkušnjo, tudi te internetne povezave, bojo delale, bojo ne delale, imamo tehnične preizkušnje. Ja. Moram reči, da mi je zelo všeč, kar je tudi bilo nenačrtovano, odprta vrata. Ker tole se mi zdi je še res dodatno sporočilo, ker mi moramo biti pripravljeni za vsak novi korak. Tako kot si se ti pripravila, je tudi, če gre tovornjak mimo, upam si, dovolim si. In to je tudi naša preizkušnja, da v življenju pride do različnih situacij. Lahko gremo v trgovino pa eno stvar, pa vidimo, da je nekdo tik pred nami vzel. A se bomo razjezili na tistega, ki je pred nami kupil, bomo jezni nase, ker smo prepozni. A res mi ne cenimo sebe, pa si dovolimo razjeziti za te stvari. Lahko si rečemo, mogoče mi pa ta, ne vem, predmet, aparat, zdaj trenutno ni namenjen, ni čas za nakup, pa gremo naprej in ne dovolimo, se pravi, tisto krčenje v našem telesu. Včasih nam tudi okolica sporoča, kdaj je za kaj pravi čas. Mogoče je pa namen kakšen drugačen. In tudi to, da sva medve, v bistvu, kot ti praviš, da si v eni drugi pisarni, vse je prav. In ne dovoliva ničemur, da nam vzame to srečo, da medve lahko predava naprej. Res, se mi zdi, ravno zdaj smo tudi v taki situaciji kolektivno, ne, se ne bomo toliko dotikali tega, ampak da se okrog nas res toliko enih stvari dogaja, spreminja, iz dneva v dan so neke občutki mogoče nesigurnosti, ker ne vemo točno, kam kot družba gremo ali kakorkoli, in da res delamo vsi na tem, da najprej sebe pomirimo, najdemo srečo, najdemo v vsakem dnevu, ki nas veselijo, ker še vedno življenje teče dalje, ne? Nismo se zdaj ustavili. Tako da jaz se vsak dan znova, prva in edina stvar, ki je moje vodilo čez dan, je to feel good now, ne? Torej počuti se dobro zdaj, v tem trenutku, in potem izhajam iz tega, okej, kaj pa me v tem trenutku osrečuje, kaj pa bi bilo v tem trenutku najboljše za mene, da bi jaz bila čim bolj mirna, čim bolj srečna, ne? In saj ni vedno odgovora, ne? Včasih dovolj, da se sam ležeš malo na kavč za 5 minut, pa nič ne delaš, ne? Ampak, da pa se sprašuješ, torej, kaj v tem trenutku je tisto, kaj me najbolj osreči, kaj me najbolj pomiri, kaj mi da največ zadovoljstva, ne glede na to, kaj se zunaj dogaja, ker zunaj se bodo dogajale stvari, ne? Tako da, ful zanimiva prispodoba z temi tovornjaki in vsem, kar se zdaj točno dogaja, no? Tako da, zanimivo. Všeč mi je v tvojem utrinku, ko rečeš, včasih bi jo tudi komu podarili, da jo še on ali ona občuti. Se mi zdi, da en objem, ena prijazna beseda, eno razumevanje, da ne moremo drugih spremeniti, ampak lahko spremenimo sami sebe, eno tisto, ko nekdo pred nami vzame tisti aparat ali pa nekaj, kar smo ga mi želeli vzeti, da je mogoče njemu to v tem trenutku veliko bolj namenjeno, kot je nam. To razumevanje, da ne vemo, kaj se nekomu dogaja, ko se nekdo razjezi na nas, ne, da ne vzamemo tega osebno pa na sebe, ker vsak nosi svojo zgodbo, je tudi tista sreča, ne. Tako
Tako da, zanimivo. Fajn. Ja, pa tudi jaz sem ugotovila, ne, če nekdo se jezi na nas, zdaj, če mi odreagiramo, to itak potem naš nek vzorec, naša bolečina nam nekaj kaže, da se iz tega naučimo, ampak če pa jaz odreagiram mirno, se potem tudi oseba na drugi Res je. strani umiri. In vsi imamo na trenutke kakšen strah ali pa kakšne res take stvari, kjer bi želeli takoj odgovor, pa ne dobimo, pa nas mogoče da malo višji ton ali pa nek stres. Ampak na koncu res kreiramo si ljudi okoli sebe, ki nas razumejo, ki so tisti ob nas, da nas znajo tudi pomiriti. Seveda, če nam kdaj samim ne uspe. Tako da jaz res verjamem, da se srčni ljudje med sabo povezujemo, da se srečujemo z namenom, si pomagamo, delimo izkušnje, ne gledamo drug na drugega kot konkurenco, ampak kot pomoč drug drugemu. Res je, ja. Tudi v Sloveniji nas je dovolj, za vse je dovolj dela, da se ga lahko razdeli. In se mi zdi škoda, da bi se ubadali za to konkurenčnostjo. Ker tudi ljudje smo si različni. Enim, recimo tudi primer iz učenja spletnega marketinga. Recimo, da je 5 kandidatov, 5 učiteljev, ki to uči. Ja, en bo šel k prvemu učitelju, ta drugi bo vzel tretjega, ta četrti pa mogoče 5. Se pravi, tistega, ki ga začuti. Ampak vseh 5 je pa dobrih. In tudi oni med sabo se lahko normalno pogovarjajo, pa družijo. Seveda, če čutijo tisto srečo globoko v sebi, mir in zadovoljstvo in nimajo tistega prepričanja, da jih bo pa nekdo vzel stranke, nekdo prehitel. Tako da se mi zdi, da res lahko rečemo, da je sreča je tista, ki se res plača vlagati v njo, si vzeti čas. Lahko rečemo, da nam pogosto zmanjka časa. Ampak koncev, preden gremo spat, ko se zbudimo, ne rabimo kar takoj pogledati na mobilni telefon, pa si rečemo, pa vzamemo si minuto, 2 samo zase. Lahko prisluhnemo glasbi, lahko smo v tišini. Če preračunamo, koliko so te 2-3 minute, glede na 24 ur, lahko rečemo, da ta čas imamo. Res je, se popolnoma strinjam. In če se še vrnem malo nazaj na to konkurenco, eno je pač ta konkurenca, ki jo mogoče nek podjetnik čuti, kadar pride na trg, da so mu drugi konkurenca, pa mu nikoli niso, ker če je on srečen in miren v sebi, tako kot si rekla, bo pritegnil čisto prave ljudi ob čisto pravem času, za kar je sicer potrebno nekaj časa, da ugotoviš, da je to res, ampak okej. Drugo je pa ta nasplošno konkurenca v življenju, ne. Moj sosed ima to, on ima tretjo, kar se mi zdi, da v Sloveniji še vedno kar precej prisotno in se mi zdi težko, če se ves čas primerjaš z drugimi. In prava sreča je šele takrat, ko ti vidiš svojo vrednost, ne. Kaj imaš pa ti si unikat, ti si poseben, ampak vse okrog nas pa sili k temu, da se primerjamo, z nikomer se ne rabimo primerjati, ne. Tako je fajn in tudi mene kdaj odnese, pa avtomatsko potem pogledam, kaj kdo drug dela, ono tretjo pa te včasih kar tako malo stisne, ampak konec koncev pa vedno potem pridejo do sebe, pa si rečem, glej, ti poglej, kako pot si ti prehodila v tem času v svojem življenju, kaj vse si že ti naredila, komu vse si že ti pomagala, komu vse si že ti namenila lepo besedo, nasmeh, saj ne rabijo biti velike stvari. In je to na koncu res največ vredno, no. Jaz se mi zdi, da bom danes kar cel dan v takem občutku sreče, še večje, zaradi vsega tega, ker tudi ja, glej, pademo v vsakodnevne obveznosti, aktivnosti in kar tudi pozabimo na neki točki, koliko je sreča pomembna, ne. Ja, pa to mi je všeč, ko si omenila, ne, se pravi, da ko pride nek tak slabši trenutek, ne, kjer nas, ne vem, nek strah zagrabi, da najdemo način, ki se pa spomnimo tistih vseh uspehov. In to je super. To je res super. Iščemo tisti balans, se pravi, nekaj, kar nas da dol, dvignemo, pa magari malo višje, se malo sebe pohvalimo, pol pa počasi pride že v ravnovesje. Tako da to je res super. Predvsem pa, da rečemo mogoče tudi kdaj stop tistim, kjer nam ne podarjajo nekih lepih besed, nekih spodbudnih,
da sami poskrbimo zase. Zdaj, če to rabimo, če nas to prizadene, seveda moramo pri sebi razmisliti, zakaj se nam to dogaja, spravi, zakaj me besede njegove, ki me kritizira, prizadenejo. Če nas pa samo kritizira, pa nas ne prizadene, pa si rečemo, glej, stop, okej, Ja, res je. dovolj, ne dovolim. To je tudi Jaz imam letos prav leto, da se učim to. Da se učim postaviti tudi meje, ker se mi zdi, da dostikrat, vse pri meni, v mojem primeru je bilo tako, da sem jaz mojo srečo s tem, koliko ljudem sem lahko pomagala. Moj jezik ljubezni so usluge in skozi usluge se jaz počutim srečno, če drugim pomagam in vse to. Samo da gre ta najbolj glasen tovornjak mimo. Okay. In sem začela ugotavljati, da ja, lahko mene drugim pomagamo srečuje, ampak to ni tista prava sreča. Ne? Pravo srečo nosim jaz v sebi noter in ali pomagam nekomu ali ne pomagam nekomu, sem jaz lahko enako srečna. Ne? In to je letošnja lekcija tudi za mene, da se učim in postaviti mejo, se vprašati, kaj me res osrečuje, si vzeti čas zase. Tako da ta utrinek je čist na mestu tudi za mene, no? Tako da super. Pa glej, vedno iz tega vidika. Tistem, ki je pripravljen delati s tabo, iti po tvojih poteh, na način učenja, ki ga imaš ti, bo prišel do tebe. Res je. Lahko se zgodi, da bo v mesecu aprilu, da bojo 3 osebe, v mesecu maju 10, prepusti se. Tudi jaz delujem s tem načinom. Tisti, ki mu lahko pomagam, bo prišel meni na pot. Nekako bo že me najdo. Res je, res je. Ti za to, da pogledava še v karte? Seveda. Drugače imamo pa izziv. Prejšnji teden smo imeli tehnične težave, danes imamo tovornjak. Glej, kakšne ovire gremo čez. Res je. Bolj, ko grem z utrinki proti koncu. Res zanimivo, ne? Ja, glej, ampak lahko bi rekla, ne bo utrinka, ne? Pa vseeno je, tako da. Vse, če bi jaz imela 10 cm višjo višino, bi lahko to okno dejansko zaprla, pa ker mojega Andreja ni doma, ni šala, da jaz tja gor bomo vse to pometala dol. Tako da ja. Ne skrbi. Tako da slišijo, ona je 100%. Ti samo reci besedo stop, ko bo začel. Okay. Stop. Jutranja svežina, disciplina, znanje. Kaj bi rekla ob tej fotografiji? Jaz bi rekla, da, ker točno vem, da je tudi malo namenjena meni v tem trenutku, da je dan dosti lepši, če si zjutraj vzameš čas zase in tako si že ti prej rekla, da ne pogledaš najprej na telefon, mogoče nameniš nekaj minut, trenutkov hvaležnosti, postaviš namero za nov dan, mogoče se zjutraj tudi izobražuješ, glede na to, da so jutra idealna, pa zjutraj je tisti taki prav poseben mir, se mi zdi v zraku, prav čutiš ga, tam med 5, 6, 7, ko še vseeno ogromno ljudi spi, se mi zdi, da je energija popolnoma drugačna in dosti lažje se po štajersko povedano naštelaš oziroma naravnaš na nov dan, tako da super, opomnik za mene, da sem malo bolj konstantna pri svoji jutranji rutini. Jaz ti pa še preberem, kaj karta pravi. Ok. Pa naj bo zate in za vse, ki poslušajo. Jutranja svežina, disciplina, znanje. Pogled v nebo. Izkušnja, ki je pred tabo, ti ponuja več poti. Poglej na celo situacijo z 3 zornih kotov oziroma z vidika 3 možnih poti. Zaradi tega so tudi 3 stolpnice. Ok. Dobro premisli. Uporabi svoje znanje. Deluj le iskreno in pošteno. Izberi pot, kjer te spremlja nebo, čisto in vedro. Prisluhni srcu. Izberi pot, po kateri se boš odpravil proti cilju. Srečno. Predvsem včasih imamo želje določene stvari speljati, pa mogoče še ni čas. Da imamo določene ovire. In lahko se zjutraj zbudimo tudi na ta način, da zapremo svoje oči, si predstavljamo 3 poti. Hodimo po eni, drugi in tretji. In prisluhnemo svojem telesu, po kateri hodimo najbolj lahkotno. Pa rečemo, prva pot, pripravila bom tečaj A.
Druga pot, pripravila bom izobraževanje B. Tretja pot, pa rečemo, pripravila bom nekaj inovativnega C. In po kateri poti stopamo lahkotneje. Zakaj ne bi tako začeli? Da Kako dobro. prisluhnemo sebi, ker mi tisto čutimo, kar se dogaja. Wow, hvala. Slavno. Okay, jaz sem malo drugače si interpretirala, ampak sem pa začutila tudi tisto moje sporočilo zase, ne? Da pač jutra si želim vzeti nazaj, ampak to z 3 potmi je pa Si prav, tudi nekaj, kar nujno rabim v tem trenutku, tako da hvala, super. si prav začutila. To jutra je res, da si vzamemo tisto, pa predvsem, da sebe umirimo, ker če sebe umirimo, pa pripravimo, gremo lažje čez dan. In potem se discipliniramo, uporabimo znanje in je to. Ampak jaz, ko sem spontano prebrala to navodilo, je prišla ta ideja, da mogoče prikažem te 3 poti. Meni je ta ideja zelo všeč. Da jo bom po mojem že kar danes stestirala, ker sem točno na eni taki točki, ko se moram odločiti, v katero smer več. Tako da super, hvala ti. Z veseljem. Kako bi zaključila današnji utrinek? Jaz bi ga zaključila z hvaležnostjo. Hvaležnost je ena taka stvar, ki je meni res spremenila življenje. In bi ga zaključila s tem, da dajmo najti v vsakem dnevu neko, vsaj eno stvar, za katero smo hvaležni, ker tako kratko je to življenje in tako je lahko fajn, ampak si znamo sami sebi zakomplicirati stvari in videti vse črno. V bistvu pa lahko pogledamo skozi ta hvaležnosti in hvaležnost definitivno vzbudi tisto srečo v nas, ki jo rabimo, tako da Res je. jaz bom rekla samo hvala in to je to. Nič ne bom dodala, ker so res čudoviti zaključki. Še enkrat, srčna hvala, ker si rekla mojemu povabilu da. Hvaležna sem ti tudi za čas, ki si ga vzela. Jaz moram reči, da sem tudi pred posebnim izzivom. Pred mano je samo še 5 utrinkov. Vabljeni vsi naslednji teden v družbo, mogoče bom sama, mogoče z gostjo. Prepustimo se naslednji teden, pogledamo k lepoti. Hvala vsem, ki ste bili z nama vse do konca. Obedve vas lepo pozdravljava in pomahava. Hvala. Adijo.